Dobro jutro, drage gledalke, spoštovani gledalci. Dobrodošli v oddaji Merica dobrega. Pred nami so najbolj praznični dnevi tega meseca in kmalu nas bo obiskal še en dobri mož. Njemu pa je ime Božiček. Božiček je med nami že zelo dolgo, ampak leta 1931 je risar Haddon Sundblom v reklamni akciji podjetja Coca-Cola prvič narisal Božička v rdečih oblačilih z belo obrobo. No, ta podoba je kmalu postala svetovni standard za Božička. V Sloveniji v preteklosti Božiček v zgoraj predstavljeni obliki sploh ni bil znan. Na Božič so Slovenci praznovali dan Jezusovega rojstva. In v čem se Božiček razlikuje od dedka Mraza in Miklavža? No, stanuje na severnem tečaju, obdaruje nas na božično jutro 25.12. in spremljajo ga škratje ter pripelje se z letečimi sanmi, ki jih vlečejo jeleni. No, medtem ko je dedek Mraz k nam prišel iz Rusije in vse od tedaj živi pod Triglavom. Otroke obdaruje na pred novim letom oziroma na novoletno jutro v domačem krogu. V Sloveniji je najbolj poznan sprevod dedka Mraza ob koncu decembra v Ljubljani. Ko se dedek Mraz pripelje s Triglava, se ustavi na Ljubljanskem gradu, odkuder se z vzpenjačo pripelje na Krekov trg. Tam ga pričaka spremstvo in svečana kočija z lipicanci. Z njo se v spremstvu snežakov, medvedov, zajcev, ljubljanskih zmajčkov ter drugih bitij iz ljudskih pripovedk in pravljic popelje po mestnih ulicah, mimo mestne hiše, do Prešernovega trga in dalje po mestnih ulicah, kjer pozdravlja otroke in jim deli bombone. Ja, vse to je pred nami in da bomo lažje pričakali tele praznike, vam bomo mi danes krajšali čas. Sedaj pa si poglejmo, kaj vse nas čaka v današnji oddaji. Najprej bomo v našem studiu pozdravili našega prvega gosta, gospoda Boža Majcna, s katerim bomo govorili o območnem združenju veteranov vojne za Slovenijo Zasavje. Nato pa bomo pozdravili še našo drugo gostjo, gospo Heleno Odlazek, eno od dobitnic naziva prostovoljka leta 2018. Danes v kuhinji z nami pa bo gospa Lučka iz podjetja Moj Heker. No, ne smemo pa pozabiti niti na naš šport, v katerega nas bo popeljal naš David. Seveda imamo za vas pripravljeno tudi nagradno vprašanje, ki pa danes ne bo zares vprašanje. In seveda, preden začnemo, si privoščimo eno lepo skladbo. Povej mi, kaj bi rada, zaplavala si v moje žile, kjer so druge sled pustile, tako si še mlada. Povej mi, kaj bi rada, da skočim ta prepadle zate in pred smrtjo mislim nate, tako si še mlada. Kot vino pil sem to življenje in vsako noč sem bil pijan. Srečo vedno spi trpljenje in zato ostal sem sam. To je zadnji ples za mene, zadnji skok nemirno morje. Daj mi vse, da me zadene še to noč. Ti ne boš me razumela, da je moj prijatelj strah. Šla boš stran in jaz ostal bom tu kot prah. Povej mi, kaj bi rada, da ljubim te, kot da si prva in zagorim kot suha drva, tako si še mlada. Kot vino pil sem to življenje in vsako noč sem bil pijan. Srečo vedno spi trpljenje in zato ostal sem sam. Bil sem slep vsa ta leta in ne vem, kaj sem iskal. Čisto vse sem si vzel in premalo dal. To je zdaj
zadnji skok, nemirno morje. Daj mi vse, da me zadene še to noč. Ti ne boš me razumela, da je moj prijatelj strah. Šla boš stran in jaz ostal bom tu kot prah. To je zadnji ples za mene, zadnji skok, nemirno morje. Daj mi vse, da me zadene še to noč. Ti ne boš me razumela, da je moj prijatelj strah. Šla boš stran in jaz ostal bom tu kot prah. Povej mi, kaj bi rada. Povej mi, kaj bi rada. Povej mi, kaj bi rada. Lepo pozdravljeni nazaj in že vas pozdravljam iz naše skutudijske kuhinje. Z mano je gospa Lučka iz podjetja Tvoj Heker. Lepo pozdravljeni. Dobro jutro. Kako ste danes? Ste se spočili, naspani, utrujeni? Veseli december, tako da ni čas za počitek. Kuhamo, ustvarjamo nove ideje za tisto super perfekt božično večerjo. Kakšne nove ideje? Bomo danes izvedeli kakšno novo idejo, da bodo tudi naši gledalci lažje pripraviti tisto božično večerjo? Jaz sem se danes odločila, da ne glede na to, da je pač zima, ne, december, da mačken tistega sanjarjenja po poletju potegnem ven iz vseh, tako da bom pripravila postrv na ohrijski način. Ampak no, zdaj tisti, ki poznajo to, ne, me bojo, ja, pa se ne dela tako, naj bo po Lučkino, no, da mačken nekaj svojega dam. Da malo improvizacije, malo po svoje naredimo, da ni vedno Tako, enako. Tako. No, pa morda je to tudi malce lažja hrana za te decembrske večerje, ker vemo, da po tisti božični večerji ponavadi noben ne more niti vstati iz stola. Ja, jaz predvsem gledam na to, da je cel potek večerje sestavljen iz lažje hrane, da imamo si plač za sladico. Tiste je najbolj pomembno. Ja, ker ponavadi ravno to zmanjka prostor za sladico, Ja, ker se prej najemo predjedi, pa juhe, pa glavne jedi. Sladica je ponavadi najboljša in vemo, da niti ne veš, kaj ješ, tudi če jo poješ. Ja. No in kaj bomo še danes pripravljali zraven teh ribic lepih? Ja, postrvca je v bistvu na ohrijski način, jaz se nekako tako poimenujem, zato ker je to na eni taki zelenavni posteljici, ko bomo dali pol v pečico speč, tako da ni olja oziroma minimalno, tako da malo zdinstamo zelenavco. Potem pa kar kuhan krompirček zraven, malo peteršilčka, pa rukolo, da dajem tak fresh okus. Jaz predlagam potem, da se mi tole kar lotiva, pa bomo mi še kaj povedali. Prav. Evo, da vidim, kaj bo danes moja naloga, če ne bo pretežka. Ne, jaz sem ti kar namenila korenček. Super. Da bi Evo, korenček tole bo šlo. olupila. Jaz bom pa česen. Imam raje korenje kot česen, priznam. Ko kuhaš, nekako spremeš vse in ti je vse super, vse drago, sploh pa, ko veš, da česen hrani en izjemen okus, ga pol ni težko pripraviti, no, pa se z njim ukvarjati. Tako da jaz obožujem česen, obožujem čebulo, ker se mi zdi, da ko daš te dve sestavine zraven pri kuhanju, da Ja, ponavadi, če jih kdaj pozabimo dati, ker hrana nima nekako istega okusa. En prazen okus pride k, ne vem, nekaj manjka. Ne moreš z lišči pa začimbami toliko zapolniti tega, no. Te arome, a ne, ko ti da taka dobra pražena čebulca. Tako da jaz dam tega vedno v izobilju. Ne ljubim še krompir? Bova še rable. Ja, danes jih je veliko javljali za probati. Okej, ja, tukaj imamo kar veliko gostov, vedno se še kdo najde, ki pride mimo naše kuhinje, tako da... Pri nas je pa tudi večja družina, nas je kar dosti in sem navajena vedno za veliko kuhati, tako da za mačke ne znam, no.
Jaz sem tudi, ko sem prišla seveda od doma in ko sem se poročila, nekako sem še vedno ostala pri številki 4, čeprav so samo 2. Tako da to je kar problem. Številka 4, joj. Jaz kuham ponovadi 6, 7, tako da se splača pol želonce umazati. Ja, da niti če za 2 kuhaš, a se bo sploh kaj kuhal, imamo kar kakšen kruh v ostali. Še enega? Kar. Korenček je super, nekako sladkast okus da jedi, zato ga tudi rada dodam. Pa nekako, če ga skriješ vmes med ribice, pa med krompirček, pa med vse te stvari, tudi otroci jejo, ko ponad zbirajo. Če je preveč barvnega, pisanega in niglih. Za nas je pa malo paše za oči. Tako. Vedno mora biti krožnik čim bolj pisan. Jaz sem nekako zagovornik tega, da jemo tudi z očmi. Tako da, lahko krompirček. Evo, korenčka dam ven. Jaz sem vedno zagovornik tega, da jemo z očmi in meni je na prvem mestu pomembno, da kadam krožnik pred nekom, da že v bistvu v posodi, ki lahko tudi postrežeš, da tiska dobi krožnik pred sabo že modela fantazija in domišljija, kaj bo jedel, s kakšnimi okusi se bo srečal. In to mi je zelo pomembno. Se mi zdi, da pa še tisti efekt wow. Ja, včasih ni bilo tako, je bilo samo toliko, da je pač hrana na krožniku, sedaj pa, ko ta kulinarika prihaja v Slovenijo, je tudi to paša za oči. Zelo razširjeno. Ne morem verjeti, tudi koliko teh kuharskih oddaj in vsega je na voljo, tako da jaz mislim, da te novi, kako bi rekla, novi ustvarjalci v kuhinji imajo velike ideje, lahko dobijo, tudi kar se tiče svetovne kuhne. Sicer jaz sem pristaš tega, da te slovenske naše tradicionalne jedi naredim malo bolj na modern način, tako da se srečamo, bom rekla, babica pa vnuk skupaj. Kaj pa recimo vaša mama pravi na te malce bolj moderne načine kuhanja? Jih sprejemajo? Ne, moja babi tako reče, ti nisi ta prava, ker ti nimaš nedeljskega kosila, ker ni goveje župe, pa zdaj govedne, pa resnega krompirja, ampak jaz naredim tak kosil v sredo. Naredim ga vsejen. Mi je vsejen pomemben to, da gre ta dediščina. Je pa res, da me pa ta druga babi pa naučila dost teh knapovskih jedi, ki jih tudi rada pripravljam in moji otroci jih obožujejo. Kakšne vasle špacle, to imajo, poznate. Pa funšterc, sam jaz to pač malo pridiha svojega zraven dodam. To ne vem, kaj bi jedla, če bi dobila na krožnik. Ja, funšterc, to so rekli včasih rudarsko sonce. To je bilo, ko so pač knapi pršili iz jame. In je bilo tudi pač tista njihova malca. In to je bil, dejansko so videli sonce, pa še tisto armeno palečinko, tisti šmorn, je bil res tisto sonce. Je bilo povezano z enim zadovoljstvom. Varse špacli, to so pa, zdaj se bo moj mož smejal. Moja mama je rekla, da so to pajsi ušesi. Pajsi ušesi? Pasi? Ne pasi. Pajsi, to je prašiček. Ampak dejansko ni mesa. To se testo naredi in se pač na trgančki oblikujejo in se skuhajo v krompirjevi župci. Taka pocen hrana, ampak super. Vidim, da bom jaz zdaj morala priti k tebi na kakšno takole kosilo, zanimivo, ker sanja se mi nekaj, kaj to je. To je naša tradicija, zagorska, ali kako preka, zasavska. Jo je treba naprej pelati. Jaz sem se pa danes odločila za ohridsko postro glih zaradi tega, ker imamo pa v Zasavju tudi dost ljudi, ki so iz druge prišli, pa so nam delili tudi svoje ideje, pa svojo kulinariko in tako jaz pa pobiram. Imamo enega zelo dobrega družinskega prijatelja, ki je iz Ohrida in v bistvu oni vedno to pripravljajo in zdaj nekako bom rekla, ajde posvetam njemu to. Že komaj čakam, ker se mi zdi, da bo zelo dobro. No, kaj pa tale, ko smo rekli, tvoj hekar? To se ravno ne sopada s kuhanjem, z hrano, ker hekar ponavadi pomislimo, se pravi računalniki, hekarstvo, vdiranje v računalnike. Ne, te moram opozoriti, da ni tako. Hekar je pozitivno.
Okay. Ker heker ponavadi, če gremo na računalništvo, ustvarja nove programe, vse to, da je pač ta naš splet ratu takšen, kot je in da ga mi lahko uporabljamo tako, ker ga uporabljamo. To so hekeri. Heker je totalno ni negativna. Ampak zakaj to podjetje se tako imenuje naše? V bistvu mi smo začeli z računalništvom. Moj mož je informatik, jaz sem drugače računovodja, tako da sem čisto res ljubiteljska kuharica. In nekako, kaj jaz vem, tako se je pol čez čas pokazalo, ker smo začeli s tem, da smo se kar nekako na kulinariko vrgli, ker ne gre to ven iz mene, in smo začeli prodajati živila za gostince, pizzerije, restauracije, zdaj pa tudi vozimo v šole, vrtce, bolnišnice, tako da oskrbujemo, kar po Sloveniji je veliko naših kupcev. Pa skaj razmišljate, da bi spremenili to ime? Ne, to je... Ali se je kar prijelo? Ja, to je najbolj zanimivo mi je, ko vsak, ki nas vpraša, kaj pa ima to veze s tem? Ja. Vprašaš, in zanimivo je, vsak sprašuje potem o tem, kaj je to in če bi bil, ne vem, ribica, če bi se imenovali, ne vem, mogoče ne bi bilo toliko intenzivno oziroma ne bi bilo toliko zanimivo vprašati, zakaj. To se pa saj govori o nas. Važno, da se kadi, zakaj nam, ne? Ja, pa če vas potem poznajo, potem je to tako ali tako že. Res je, nas poznajo, zato ima tudi ta zaščitni znak Jabko. Evo pa je kulinarika, smo že takrat toktali o tem. Evo, pametno. Evo, imam jaz še kaj ali te lahko počasi zapustim? Ne, zelo si mi pomagala, tako da sploh ne vem, kaj bom lahko še delala. Ful si bila pridna, pa hitra. No. Ja, hvala, se trudim, nekaj kuham doma, tako da recimo, da mi približno gre. Gre. Ampak nisem pa še pri takih specialnih jedeh, to pa niti še ne poznam, tako da za kakšen recept se bom vedno priporočila ali pa za kaj zaprobati, za pridati mimo. Ni problem, kadarkoli jih imam dost takšnih potencialnih, ki bi probali. Evo, jaz pridem še čez nekaj časa k tebi pogledati, kaj se dogaja, do takrat pa prepuščam tele ribice tvojim strokovnim rokam. Hvala. Jaz pa grem že k našemu naslednjemu gostu oziroma prvemu gostu. Lepo pozdravljen, gospod Božo. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako je prezgodaj? Ne. Sem kar navajen te zgodne ure, ker zjutraj se da veliko postoriti, za kar čez dan ne najdeš časa. Kdaj ponavadi vstanete? Pred 7 pripravimo malo zajtrka za ženo, potem ženo spravimo v službo, potem kužka spravimo na sprehod in če je treba, se udeležim takelega prijetnega srečanja. Potem je pa to že res skoraj da poldne za vas, takele ure. Tako rekoč. No, preden pa mi dva dobro zakorakava v najin pogovor, pa naj jaz še pozovem naše gledalce, da nas pokličejo, ker naše nagradno vprašanje, kot sem že rekla danes, ni prav zelo nagradno, ampak vas sprašujemo, kako vi preživljate Božič. Imate kakšne družinske običaje, kakšne neobičajne običaje, tako da pokličite nas, povejte nam, za vas imamo pripravljeno nagradico, ki jih podarja Steklarna Hrastnik, tele lepe šačke in pa tudi Megatel podarja flaško za vodo, tako da lahko sprejmemo tudi dva gledalca, klicatelja, ki nam bosta povedala svojo zgodbo o Božiču. Evo, midva pa pojdiva naprej. Vi ste predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zasavje. Pa morda za vse tiste, ki vas še ne poznajo, če bi se lahko morda malce predstavili oziroma vaše življenje do sedaj. Ja, moj prvi poklic je bil prodajalec, potem so me pa okoliščine leta 1988 zanesle tako, da sem začel ustvarjati delovno kariero na občinskem štabu teritorialne obrambe v Hrastniku, sodeloval v aktivnosti pred vojno, med našo osamosvojitveno vojno, potem nadaljeval kariero v Celju, v bataljonu. Po 13 letih so me predstavili v generalštab Slovenske vojske, seveda sem ob delu končal tudi fakulteto in specializacijo iz menedžmenta. Potem pa zadnje 2 leti pred upokojitvijo sem pa deloval v korpusnem poveljstvu v NATO v Italiji, tako da, ko sem se 2012 moral vrniti iz Italije, so me pač upokojili zaradi tistega zakona, ki je takrat veljal. Kaj pa ste, rekli ste, da ste prodajali? Kaj ste prodajali? Moj prvi poklic je bil prodajalec
tehničnega blaga. V tistih časih smo prodajalce namensko šolali. Ženske so bile šolane za, naprimer, prodajalke za živila, za tekstil, fantje smo bili ponovadi za tehnično blago, tako da tega poklica se ne sramujem in naučil sem se takrat veliko stvari, katerih zdaj s pridom lahko uporabljam v svojem vsakdanjem življenju. No, mislim, da definitivno, če je nekdo dober prodajalec, lahko to izkoristi na širokem področju, ker biti dober prodajalec, nekaj prodati, vsako stvar, tudi če imamo podjetje svoje, moramo se znati prodajati. Ja, se strinjam popolnoma z vami, ja. In kdaj ste potem, s katerimi leti ste v bistvu začeli to nekako vojaško, recimo, pot? Ja, 1988, bil sem takrat star 29 let, ko sem šel v te vode. Ja, 29 let in potem je pač tiste priprave na to našo osamosvojitveno vojno, ker takrat se je politična situacija po smrti predsednika takratne Jugoslavije Tita začela majčkeno krhati. Zgodovino verjetno mi, ko smo malenko starejši, poznamo, imajo pa mlajši v osnovnih šolah pa dosti težav, ker se pa v te snovi ne učijo toliko, kot smo se mi učili. No, te teme se bova še dotaknila. Imam pa še eno vprašanje. Vmes seveda v tej svoji poti ste bili tudi županski kandidat v Hrastniku. Zakaj ste se takrat odločili kandidirati? Ja, če si v bistvu postavljen v pokoj pri svojih 52 letih, potem jaz pravim, da je človek takrat na višku ene svoje energije. To energijo je treba nekam vložiti. No in med drugim sem se posvetil društvenim aktivnostim, tako da sem, ne vem, član Zveze borcev, aktivno igram pri rudarski godbi, z ženo pleševa pri folklorni skupini. Kaj pa igrate, kateri inštrument? Moj prvi inštrument je bila trobenta. 15 let sem igral trobento, potem 25 let nič, zdaj igram pa tubo. Aha, no če bi vedeli, bi vam rekli, da prinesite tubo, pa še nam kaj zaigrajte, ne? Ja, bi šlo, ja. Morda pa naslednjič kakšno. Ja. No, ženo pleševa v folklorni skupini, potem še družabne plese, že več kot 10-12 let. In še vedno se je našel čas, da sem se majčkeno začel z lokalno politiko baviti in tako me je pot prinesla do letošnje kandidature za župana. No, to je še tista stara šola, ko ste omenili ples, tudi jaz plešem in z veseljem bi videla, da bi se vsi moški tudi današnjih časov udeležili kakšnih plesnih tečajev, ker to je ena zelo lepa vrlina, ki jo moraš znati, ker potem pa pridejo poroke, pa so si ples, kaj je to, moramo plesati? Ja. Koristna veščina, če jo obvladaš. In moram reči, že kljub temu, da že več kot 12 let pleševa, se še vedno da kaj novega naučiti. Tako da seveda, v plesu vedno. Koristno in za telo in za možgane. No, tako. No in da se vrnemo nazaj na vašo funkcijo. Koliko časa ste že na tej funkciji predsednika območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo, za Zasavje? No, tale položaj sem prevzel, v bistvu bo februarja naslednje leto bo 4 leta. Tako da naslednje leto pripravljamo volilni zbor, namreč v našem statutu, poslovniku, na vsake 4 leta menjamo predsednika. Zdaj, predsednik je lahko, naprimer, 2 mandata, potem je nekak načeljen dogovor, da predsedništvo pokrije nekdo iz 3 občin, ki tvorimo to območno združenje. Se pravi, vse 3 zasavske občine smo povezane v to območno združenje. Pred mano je bil predsednik Zagorjan Marjan Dolinšek, zdaj Hrastničan, se pravi, naslednje leto, mislim, ja, februarja, če se ne bom odločil za kandidaturo naprej, potem bomo pač morali predati vodenje območnega združenja nekomu, ki bo iz Trbovelj. No, pa predvidevam, da se boste odločili za kandidaturo ali je to še skrivnost? Verjetno, da bom še, ker nekako sem sprejel tole funkcijo, tale položaj res z eno tako odgovornostjo. Imam še nekaj nedokončanih nalog, čeprav smo naredili ogromno, ampak vse tisto, kar sem si zarisal, pa se v nekako 4 letih ne da odpraviti. Tako da mislim, da bom prosil za zaupanje še za en mandat. Kaj je namen združenja? Kaj počnete? Kakšne dejavnosti imate pri vas? V bistvu smo, območno združenje združuje tiste člane aktivne, ki so aktivno sodelovali v pripravah
pred pripravami na našo osamosvojitveno vojno, potem v času same tiste 10-dnevne vojne in naš cilj je, da v bistvu združujemo te ljudi, da ne potvarjamo zgodovine, da širimo ta naša znanja, te naše izkušnje mlajšim rodovom, da sodelujemo z sorodnimi domoljubnimi veteranskimi organizacijami. V glavnem je to naš cilj. No, pa imate pri vas v združenju, imate tudi vi kakšen morda obred za Božič, kakšen običaj, se kaj zberete tudi v društvu ali je to bolj domene familiji, družin? Božič je bolj domača stvar, ja, tudi mi doma praznujemo Božič, čeprav to ne povezujemo nekako z verskim praznikom, ampak bolj družinskim praznikom. Veterane, na primer, obdarimo ob koncu leta z enim takim koledarjem, ker na nekako 12 fotografijah poskušamo ujeti tisto, kar smo preko leta storili, eno lepo voščilo jim pošljemo in v bistvu koledar pomembnih dogodkov, katere načrtujemo v naslednjem letu. Tako da mečkeno okvirno že vejo, katere aktivnosti v katerem mesecu se bojo pač dogajale in kamor so vabljeni, da se udeležijo. No, pa ko so bila ravno pri Božiču, kakšne imate vi pri vas doma kakšne posebne običaje za Božič? Kako vi preživite Božič? Ja, ženo smo ravno v nedeljo postavljala božično jelko, jo okrasila. Načrtujemo, da se bomo na božično večerjo naša mehna družinica, da se bo skupaj zbrala, mama hčerko Vesno, mogoče se bo udeležila tudi moja mama pa sestra, potem skupaj povečerjamo eno tako lahko večerjo, mogoče ne bo glih iz rib, ker mi smo bolj mesojedci. In na tak način z lepim pogovorom, z lepo toploto v stanovanju, pač se spomnimo tistega praznika, ki naj bi vsaki družini pomenil resen tak družinski praznik. Pa tudi kaj kuhate, recimo, ali je bolj žena? Jaz sem zelo vešč v kuhanju. Moram reči, da sem zdaj že v pokoju 6 let, tudi prej sem znal marsikaj skuhati. Tako da sem kar resen tekmec moji ženi, ki naprimer za kuhanje nima toliko časa, kakor jaz. Tako da se podstopim marsikake stvari. Marsikdo bi bil presenečen, ja. Imate kakšno specialiteto, ki jo naredite posebej za Božič ali pa za kakšne take praznike? Sorodniki po ženini strani pridajo na mojo pico. Ne vem, ni mi tuje napraviti, ne vem, idrijske žlikrofe, vse vrste enolončnih jedi. No, to je tudi ta stara šola, ko se je treba naučiti kuhati. Ja. No, to je vzor, dober vzor, mladi, tako da posnemajte ples, kuhanje. Definitivno. No, pa da se vrnemo nazaj. Koliko članov šteje združenje? Koliko jih je? Koliko vas je sedaj? Ja, v našem območnem združenju nas je trenutno 798. Iz Hrastnika nekje 175, Trbovcev je največ, nekje čez 450, pa Zagorjanov tam 270, tako dva manj kot 800 ljudi. Opažam pa, da se zadnje leto, 2 leti število članstv povečuje, namreč, ko se fantje, tisti udeleženci naše vojne za Slovenijo, približujejo 55. letu starosti, namreč s temi leti pridobiš lahko tiste majhne ugodnosti, katere kot veterani imamo, potem fantje vedo, da je ta status pa le potrebno urediti, ker potem ti s tem letom ti te ugodnosti pač pritičejo. Tako da število članstva se rahlo povečuje in mislim, da smo kar na dobrem koraku. Medtem ko pa v celem združenju, Zvezi veteranov vojne za Slovenijo, nas je pa okrog 27.600. Kakšne pa so te ugodnosti, o čem govoriva recimo, če nekdo še ni včlanjen pa... Ugodnosti je zelo malo. V bistvu z našo člansko izkaznico, če obiščete določene, ne vem, počitniške kapacitete, Termana Laško, naprimer, Moravske Toplice, dobite nek 10% popust. Drugače pa največja ugodnost, katero smo zdaj veterani trenutno deležni, je pa povračilo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kar znaša na leto nekje slabih 300 evrov, naprimer, ne. Druga pa ni. Druženje, to nam veliko pomeni, srečujemo se in to je tisto, kar nas tudi druži. No, kaj pa pripravljate za naslednje leto, ko ste rekli, da pride ta koledar, kakšni so kaj dogodki na njem? Ja, drugo leto bomo imeli, naprimer,
Od teh 798 članov je najbolj aktivnih nekje 13 do 15 naših veteranov. Verjetno se boste spomnili, da že 9. leto smo letos šli, te fantje grejo peš iz Kuma na Triglav. Udeležijo se tistega vseslovenskega domoljubnega pohoda. Drugo leto bo ta pohod 10. Posvečamo ga v spomin na našega pokojnega člana, ki je bil pobudnik za te pohode, Lojz Juratovec. Se pravi, naslednje leto imamo 10. pohod jubilejni. V ta namen bomo tudi gostili pohodnike iz Radovljice in Nanosa, ki se nekako družijo z našimi pohodniki najbolj. To je to. No, sem pa pozabil omeniti, da smo pa letos naprimer imeli kar zelo plodno leto, ker v letošnjem letu smo praznovali 50. obletnico ustanovitve Teritorialne obrambe Slovenije in zdaj v novembru praznujemo ravno tako 25. obletnico delovanja ustanovitve Zveze veteranov vojne za Slovenijo. No, drugo leto je tista glavna aktivnost, katero bi reče v naslednjem mandatu speljal, je pa, da bi v sodelovanju z častniško organizacijo Strbovelj nadgradili knjigo Vloga Zasavčanov v slovenski osamosvojitveni vojni. Namreč ta knjiga je že izšla pred enimi 5-6 leti, če me spomin ne vara, ampak takrat veliko fantov, ki so aktivno sodelovali v osamosvojitveni vojni, ni vedelo oziroma niso bili pripravljeni dajati svojih prispevkov noter. Ta knjiga je kar lepo v lepem formatu išla v nakladi, ne vem, nekaj tisoč kosov, ampak fantje se zdaj, ker se z leti pač staramo, smo bolj resni, odločajo, da bi radi dali svoje mnenje, svoj prispevek v to knjigo. Se pravi, eno razširitev in ponatis te knjige je eden glavnih ciljev, naprimer, našega veteranskega združenja in tudi častniškega združenja iz Trbovelj. Pa morda tudi vi pišete kakšne svoje spomine na tiste čase. Imate kakšno željo napisati, kakšne spomine? Ja, kar nekaj Zasavčanov je, ko pravijo, pa sej pri nas v Zasavju se ni nič dogajalo tista leta ali pa tistih 10 dni. Ni res, ne, če bi budno spremljali dogodke, potem bi videli, da tudi mi tle v Zasavju nismo bili prihranjeni tej agresiji. Jaz te spomine nekako zdaj širim mlajšim generacijam, namreč 2 leti se že dogaja, da smo v sodelovanju z nevladno organizacijo iz Litije, ki deluje v tem programu ZLTH, Zagorje, Litija, Trbovlje-Hrastnik, nam je uspelo priti v osnovne šole. Prej smo se še ne vem kako trudili, nekako v te učne načrte nismo mogli priti. Tako da s pomočjo te organizacije smo se zdaj 2 leti se pojavljamo in smo bili skoraj v vseh osnovnih šolah v Zasavju in tam pač iz prve roke lahko otrokom poveš, kako so izgledale priprave na našo osamosvojitveno vojno, kako je potekala ta naša 10-dnevna vojna, opišem jim lahko svoje izkušnje, ker sem tudi sam imel priložnost bojno delovati v času osamosvojitvene vojne. Tako da teh spominov je nekaj. Ne vem pa, če bi to bilo dovolj za eno knjigo, mogoče na tako mehno brošurco. Bom še razmislil, ko bo čas za to. Pa dokler me bo še spomin dajal. No, tako, ker veliko je teh spominov, pa se potem pozabijo, pa kot ste rekli, v šolah, recimo v našem načrtu se mi zdi, da se ta slovenska vojna kar malce izgublja. Kakšen imate vi občutek? Se vam zdi, da otroci, ko jim predavate, govorite svoje spomine, da vejo kaj o tem, ali je to nekaj čisto, kar slišijo prvič? Torej, ko sem prvič po dolgem času pogledal učbenike, osnovnošolske učbenike od zgodovine ali pa domoljubne vzgoje, sem bil kar malo zgrožen, bom rekel, zgrožen. Dobro, od 10-dnevne vojne verjetno ni kaj veliko zapisati, čeprav na ta naš dogodek moramo biti še kako ponosni. To nam je le prineslo tisto samostojnost, suverenost pa neodvisnost. Ampak če potuhtaš, da tudi obdobje druge svetovne vojne v teh učbenikih ni ne vem kako bogato napisano, pa le govorimo o obdobju 4 let, potem si včasih rečem, da je z našim sistemom
mogoče res nekaj narobe, da je potreben ene preobrazbe. Ko se mi pojavimo v takih navadnih uniformah, ki smo jih nosili v tistem času, in ko pripravim eno tako predstavitev, odvisno od programa pač od 15 minut do pol ure, in ko jim predstavim eno tako lepo prezentacijo v PowerPointu z avtentičnimi slikami, fotografijami, in ko jim na koncu pokažemo še en komplet orožja onesposobljenega, varnega za rokovanje, in vam povem, da ko vidiš tist elan, tist zagon, tist pogled v teh mladih očeh, potem jaz mislim, da si ti otroci res želijo malo več znanja iz tega področja. Tudi tovarišice, učiteljice, tako jih zdaj kličejo, so navdušene nad temi našimi predstavitvami. Verjetno je to tudi razlog, da nas še naprej vabijo na take šolske odprte dneve, ko lahko povemo svojo plat zgodovine. No, tisti najbrž, ki imajo detke in babice, jim lahko še kaj doma povejo, če jih zanima, tisti, ki pa jih recimo nimajo več, je pa to zelo težko, ker starši že niso več toliko v bistvu iz tega obdobja in dejansko lahko izvejo samo od nekoga starejšega, ki je takrat bil tam. No, pa glede na to, da je 26. december pred nami, dan samostojnosti in enotnosti, kakšni so vaši spomini na tiste dogodke, na te ključne trenutke tistih mesecev od plebiscita do osamosvojitvene vojne? No, kljub temu, da je to le bilo še 6 mesecev pred tistimi 10-dnevnimi vojaškimi bojnimi aktivnostmi, se spominjam, jaz sem takrat kot član stalne sestave že deloval pač prikrito in neprikrito. Kot član stalne sestave sem bil zaposlen na občinskem štabu teritorialne obrambe. Takrat smo delali tudi pod imenom ene skrivne organizacije, ki se je takrat imenovala Manevrska struktura narodne zaščite. Mi smo takrat v bistvu 6 mesecev pred osamosvojitveno vojno že bili krepko v teh pripravah za oborožen spopad, ker politična situacija v Sloveniji je že takrat kazala, da brez oboroženega konflikta verjetno se naša samostojna pot ne bo morala uresničiti. Tako da smo takrat bili polno zaposleni z zbiranjem orožja, z skrivanjem orožja. Vem, da smo v decembru že oboroževali posamezne enote, ki so bile namensko malo bolj urjene v vseh 3 občinah, pravzaprav v vseh občinah v Sloveniji. Tako da spomnim se, da je takrat, kljub temu, da je tega že 28 let, marsikdaj bilo na očeh opaziti tudi kako solzo. Ne toliko iz strahu, kot iz ponosa, da je slovenska politika zmogla tak pogum pristopiti k tem korakom za osamosvojitev Slovenije, pa ne nazadnje tudi to, da smo mi se zavedali svojega pomena, da če bo treba, bomo tudi z orožjem podprli to odločitev slovenskega naroda. No in to je definitivno nekaj, kar če ste bili zraven, znate to tudi toliko bolj ceniti to osamosvojitev, ker dosti mladih se, ok, ja, smo osamosvojeni, Slovenija, pa niti ne vedo, koliko nekega potu, morda krvi, truda je bilo vloženo v to. Tako kot ste rekli. Mladi mislijo, da jim je to bilo dano. Dejansko jim je bilo dano, ampak nekdo, naša generacija se je morala za to krepko podroditi in mislim, da smo častno in ponosno upravili tisto dolžnost, katero nam je domovina dala. No, jaz se vam bom najlepše zahvalila za ta pogovor in vam za konec še prepustila, da morda voščite praznike, novo leto vsem gledalcem, članom vašega združenja. Tako da kar. Hvala. Torej, vsem članicam veteranskega združenja Zasavje in vsem poslušalcem in poslušalkam ETV-ja želim lepe božične in novoletne praznike. Praznujte tudi praznik 26. december, dan suverenosti in samostojnosti. V letu 2019 pa vam vsi veterani in tudi jaz želimo obilo zdravja, sreče in uspeha polno leto 2019. Hvala lepa. Najlepša hvala vam, mi pa pojdimo na kratke reklame. Evo, in jaz sem zopet v naši studijski kuhinji, da preverim, kaj se dogaja.
Tukaj je še zelo malo stvari ostalo. Kam sva se dali? Večino zelenjave smo namenili v tolo posteljco za ribce. Krompirček se kuha, tako da v slanem kropu, nič posebnega, zato ker bo tukaj romde. Jaz ne rada pol še potegnem okuse še nekje druge, naj bo ti smočkeno v ozadju, da to bolj pride do izraza. Jaz sem tole, kaj ne rečem, domač podenstala, ali podenstala. Nisem čisto do kraja, sem še tako, da se mečken, da je še malo krenči. Malo na zob. Ja. Zdaj bom pa jaz zložila gor postrvce. Pomembno je, da vidimo, da so takšne nežno rožnate. Kako preverimo, če je ribica sveža? Ja, v bistvu nežno rožnate barve, mora imeti škrge, mora imeti tudi lepe rožnate, sijoče oči, pa na von. No, ne sme biti neprijeten, bom rekla. Tako. In isto nov tip mora biti postrvice, sploh mečken sluzaste, ali kako bi rekla, to je nekako ena naravna. Mene je mama vedno učila lepe, rožnate škrgice, rdečkaste, bistre oči, ker ko sem moža poslala po ribe, se ni dobro končalo. Ja. Toliko, da zdaj mislim, da ve, kako kupiti ribe. Jaz imam to srečo, ker moj mož prodaja ribe, tako da v bistvu sem imela učne ure, da celo on mene učil, kaj moram biti pozorna. Ribe so ribe, v trgovini že mora vedeti, kaj je frišen. Ni res in tudi v našem podjetju zelo dajemo poudarek na to, da imamo res kvalitetne izdelke. Tako da so pa res, da vsi izdelki, ki jih mi prodajamo, tudi testiranje. Tako da tudi danes boste probali, kaj mi prodajamo. In jaz vedno vse doma pripravim, da vem iz ta prve roke, kako se ena stvar obnese. Če ni, to je moja testna kuhna, če ni, pol ne gre v prodajo. No, to je super, da se vse stestira, da znate, ker potem znaš najbolje prodati, če nekaj stestiraš. Ne moreš prodajati nečesa, kar ne poznaš. Ja. Jaz sem zdaj postrv lepo rahlo solila, da ne bomo pretiravali soljo. Mačken sem jo poštupala z dimljeno papriko, da da malo ta smoky okus, to je tisto, kar nas spominja na poletje, a ne roštilj. Tako da je zelo rada uporabljam dimljeno papriko in pa mačken sem z grobo mletim poprom. Dala ne veliko, ker pač eni ne mara pikantno. Ne bom pa nič dodajala olja. Dejansko, če sem ga dala, če so spremljali samo eno žličko, bi rekla, v to, ker sem čebulco popražila, pa zelenjavo, zdaj pa ne bom nič dala, ker ni potrebno. No, tole je tako barvno, zelo lepo zgleda za nekakšen Instagram. Ja, to pa ponavadi spremljam. Jaz bom dala kar peč, da bomo lahko še uspeli probati. Zdaj težko je, se rečem, včasih me kjer vpraša, koliko časa. Ja, ne vem, jaz vidim, kako se vse skupaj obnaša. Ribe bom rekla rajmen, zato je že prej pripravljen zelenjavo, glih zato, da ni riba presuha, da se res v kratkem času, da je to gotovo. Ja, Instagram je pa tako, moj zelo pravijo. Drugi otrok. Ja, moj mož bi rekel ta prvo, ker sem skozi tam gor. Tako da ja, na Instagramu sem pa res zelo prisotna, spremljam me tudi, zato velikrat v angleščini objavljam, ker me dosti tujcev spremlja, kuharjev, šefov. Sodelujemo, si pač dajemo ideje. Je pa res, da je moj Instagram zelo raznolik. Objavljam tudi na Twitterju, pa na Facebooku, vse tiste, ki me spremljajo ponovadi, pravi, da jim dam ideje za kosilo, kaj skuhati. Tako da gledam nekako, da zajamem vse kuhne. Nisem nekako sredotočena, zdaj pa jaz kuham samo, ne vem, slovensko kuhno, ampak tudi francosko, italijansko, mehiško, pač ne moš vsak dan golaš jesti, bom jaz rekla. Res je, definitivno. Je pa problem, ne pol, kam je tven jesti. Mene mož vpraša, nekam bi te pelil na zmenke, kam, kačep, kar jaz skuhala, tako da pa vedno jaz skuham. Mislim pa, morda tudi kdaj on skuha za zmenek? Ja, to pa najprv zmenek me tako naligne, da bo to vsi vejo. Ja, me pripravo ligne, polnjene in na to me še vedno dobi. Tako da, če sem kaj žalostna, on meni priprav. Lignje. Ja. No, to je vedno dobro vedeti, kaj pripraviti ženi, da jo spraviš v dobro voljo. Ne čokolade kupne, večinoma so na čokolade, ne, jaz sem na ligne. Mislim, na ligne. To res on odlično naredi, jaz se jih zelo nerada delam, se s tem takrat malo razvajati.
takrat na Instagramu objavljam, kaj sem za zajtrk delala, tako da bi moj pa priprav kosil ali pa večerjo. No, pa saj to je dobro, da vsak malo raznoliko kuha, da ne kuhata oba eno in isto, ampak nekdo ima ribe morske jedi, nekdo drug pa malo več mesa. Ja, to sem pa res rabila. Bom rekla kar pogum, da sem začela ribe pač pripravljati. Jaz sem prej kar tako bolj domačo košto kuhala, no. Moj je bil tisto, no, za ribe, za pripravljalo lososa, postrvi, ligne, hobotnice. Nekako si nisem upala. Bila sem bolj domača v tej naši slovenski kuhinji še 10 let nazaj. Pa sem ga pa gledala, pa sem rekla, pa kaj, če bi to tako naredila, tako da dejansko sem se razvijala tudi, kar skupaj sva se nekako, no, da me pa dej probi, ne, se kako, če nav dober, pa bomo stran vrgli. Je rekel, ne, sigurno bo dober. In mi je res dal tako podporo, da on je, bom rekla, en tak steber, ki me drži, ki pridejo malo tisti dvomi, a je zanimivo, a je dober, on res, tista moja skala. No, kje pa lahko, kako te najdejo na Instagramu? Na Instagramu imam pod nazivom Lučka kuha. Na Twitterju imam Lucy's Cooking, ker nekako bolj smo s tujimi, a ne, povezan. Na Facebooku, ki je pa en prvi prišel, no, pa kar ne morem ga zamenjati, pa Adrian Lučka, pa smo zdaj še dodali, da kuha. No, se pravi, če potrebujete kakšne, naši gledalci, kakšne ideje za tele božične praznike, novo leto, je kar uporabno dodati te na Instagramu, na Twitterju, naj Facebooku. spremljajo. Tako da na Instagramu imamo tudi Tvoj šef. To je pa v bistvu izpeljanka naše, bom rekla, ena poslovna enota, ki je pač rezervirana samo za hrano v našem podjetju. Pač Tvoj heker je krovno, a ne, nekako poslovna enota Tvoj šef je pa dejansko, mi skrbimo za šefe, za kuharje, imamo celotno ponudbo za njih in imamo tudi na Instagramu v bistvu Afna Tvoj šef, kjer se nekako medva povezujeva. Jaz pač pripravim eno hrano in tudi nekako povem, kdo je bil dobavitelj te hrane, a ne. Pač moj mož ima pa bolj v delu tale Tvoj šef in pač pol predstav te naše, bom rekla, izdelke, ki jih prodajamo in seveda jed na koncu, ko jaz kuham, kakšna lahko izpade, ne. No, pa bova o tem še malce na koncu povedali, čeprav mislim, da so že zelo veliko, ampak mislim, da nam je še ostalo par tem. Tako da jaz te bom pustila z ribicami in grem k naši naslednji gosti, Heleni Odlazek. Lepo pozdravljena, gospa Helena. Ja, pozdravljena, dober dan tudi vam. Kako ste danes? Ja, v redu, običajno. Tudi za vas ni prav zelo zjutraj, predvidevam, da tudi vstajate bolj zgodaj. Ne, jaz sem jutranji tip, jaz obstajam običajno okrog 5 zjutraj in ta prvi pelem, pa se na sprehod, potem pa urediti, pa v službo ob 7 začnem delati. No, potem je kužek kar tudi zgodnji jutranji tip postal, tudi če ni želel. Ja, mora, ne. Mora, ker moram to upraviti pred službo, ne. Drugače pa tudi pospim ali deli, če sem jaz doma. No, vi pa imate veliko, mislim, služb, ampak začniva na začetku, čisto na kratko, vaše življenje do sedaj in kdaj ste prvič začutili ta klic, da želite delati kot prostovoljka? Ja, jaz sem že cel življenje živim v Zagorju. Sem ena domačinka, bi rekel, lahko tudi en lokal patriot, ne. Pač nekako sem se navadila, tudi ne vem, če bi šla lahko ven. Kdaj sem začutila ta poklic? Mislim, tako, jaz že kot otrok sem rada pomagala, ne, ali starejšem, pri kakem deli, kje z trgovine prinesti ali karkoli. In pa vmes so šola, služba, pa otroci, pa nimaš toliko časa, pa ne vem, pa sem pa enkrat kar not padla med ta prostovoljstvo, no. In kdaj, recimo, kdaj ste se udeležili prvič kakšne te akcije oziroma česarkoli prostovoljstva? Prostovoljske akcije sem se udeležila že v osnovni šoli, v okviru Rdečega križa, sem bila tudi takrat predsednica tega Rdečega križa. Potem pa v srednji šoli smo tudi kaj prostovoljnega naredili večkrat, no. Pa tudi če tiste čase, ko sem jaz začela v službo hoditi, smo tiste prve sobote, ne vem, v 3 mesecih sem 2 solidarne sobote naredili smo za solidarno, za ostale prebivalce, ne. Tako da nekako veliko let že, no, ene 30 let nazaj, sigurno. Pa je to nekaj potem, kar teče v vaši družini, to prostovoljstvo, ali ste bili prvi, recimo, v vaši družini, ki ste se začeli? V naši družini sem bolj prva, no. Je pa res, da izhajam iz velike družine in mi smo si bili navajeni pomagati en drugim. In to nekako smo se razšli, jaz nimam tako velike družine, imam samo eno hčero in mi je nekaj manjkalo in vseka nekaj bi še rada delala poleg, no. Kaj pa hči pravi na to? Je tudi njo malce kdaj povlečete zraven ali?
Ja, no, zdaj sem jo povlekla malo, čeprav hči še študira, pa nima toliko časa, no. Ne, jaz pravim, so ob svojem času. Bože, prišel čas, bo tudi kaj tazga na vrsto prišel pa nej, no. No, pa seveda moram, glede na to, da je ta božični čas, tudi vas vprašati, kako preživljate božiče oziroma morda tudi kako ste v preteklosti, ko ste imeli veliko družino, ko ste prihajali iz velike družine, kako ste preživljali, ste imeli kakšen tak obred, običaj? Ja, sigurno, ne, ker moja mama je še z tistih časov, ki je bil res Božič en tak praznik njihov in tudi to je k nam prinesla. Pač nekako smo jelko okrasili, vsi smo čakali tiste dobrote, ko bo Božiček prinesel, ne, ker včasih ni bilo tako običajno, da skoraj vsak dan dobijo, tako kot danes ne greš v trgovino, kupiš, tudi ni bilo za dobiti in vsi smo čakali drug dan zjutraj, koga bo podelko, koga bo pa letos prinesel, ne. Počasih to je bila tradicija, obvezno so bile pomaranče, suho sadje, tudi kakšne čokolade in tega smo bili včasih najbolj veseli, ko danes otroke s čokolado že več tako ne razveseliš, ne, ko si jih včasih. Ja, danes je čokolada dostopna na vsakem koraku, včasih pa temu ni bilo tako. Kaj pa sedaj, kako pa sedaj preživljate Božič? Ja, zdaj smo pa nekako v krogu družine, tudi nekako glede na te decembrske aktivnosti, nekako nimam prej postaviti časa Jelke, ko je ponovadi kar na božični večer zdaj. Nekako popoldne pripravimo, ko bomo kuhali, ko bomo se odločili, ko bomo jedli in nekako v ene 5 popoldne se spravimo postaviti božično Jelko, no. Aha, je potem kar skupaj? Skupaj malo, ja. No, večinoma sama, če je hčera, tudi hčera pomaga. Čeprav me letos smo že skozi Prgajna, kdaj bomo delali, ampak enostavno še ni časa. Po moje bom rešila v ponedeljek na božični večer. No, jaz priznam, da sem kar velik fan teh božičnih jelk, tako da je kar zgodaj v decembru že postavim, da res lahko gledam potem cel december, ampak se pravim, včasih mi kdo reče, joj, pa ti čisto pretiravaš s temi jelkami. Ampak seveda vsakemu svoje, mene to zelo razveseljuje. Točno tako je. No, pa se vrniva nazaj k prostovoljstvu. Kje vse sodelujete kot prostovoljka sedaj? Imate kar velik nabor teh dejavnosti. Ja, sem prostovoljna gasilka. V bistvu sem predsednica društva v industrijskem gasilskem društvu ETI Izlake. Potem sem tudi članica še enega drugega društva, tlele pa Gadaloke. Hkrati sem pa tudi predsednica Komisije za delo s članicam pri Gasilski zvezi Zagorje. Potem sem v regijskem svetu in sem tudi predsednica regijskega sveta članic in posledično tudi delujem na ravni države v svet članic Gasilske zveze Slovenije. In kaj to recimo pomeni, da ste koliko časa vam to vzame, kako izgleda to prostovoljstvo pri gasilcih? Vzamete tudi kdaj, greste na kakšen požar, vzamete v roke, se upremite, kako to izgleda? Bom rekla, da k sreči še nisem šla na en požar. V bistvu se izobražujemo, zdaj tudi če hočeš biti dober prostovoljni gasilec, se moraš stalno izobraževati vaje. Mi ponavadi smo imeli bolj kot ne vaje in vaje za tekmovanja na državna, regijska, občinska, ne. K sreči mi do zdaj še ni bilo treba v ta prav požar, razen na izobraževanje, no. No, upamo, da tako tudi ostane čim manj požarov. No, v podjetju ETI ste tudi zaposleni, ampak ne kot gasilka, kot... Ne, v podjetju ETI smo v bistvu prostovoljni gasilci smo v podjetju ETI. Delam pa kot referent za varnost. Pač nekako skrbim za tehnične sisteme varovanja, pa delovni čas, pa take stvari, no. No, ste pa tudi predsednica medgeneracijskega društva Srečno Zagorje. Kaj je tam vaše poslanstvo in zakaj srečno? Ja, glejte, srečno je nekako pozdrav naše Zagorske doline, naše Knapoše, to je nekako ena dediščina Zagorske doline. Zakaj? Ta naše društvo Srečno je letos 2004 bilo ustanovljeno. V bistvu to je medgeneracijska skupina za kakovostno staranje. Vemo, da je sedaj stoletje, pravijo, da je stoletje starejših. Vemo, da so ljudje čezdalje starejši in čezdalje več pomoči in tudi osamljeni so, ne. In v bistvu zelo mladi grejo v penzijo, ne, so šli, no, zelo mladi in v bistvu namen naših skupin
skupin medgeneracijskih je, da so ljudje nekako vključeni čim dlje v svoje lokalno okolje. Je res, da pa nas je večinoma članic, so večinoma ženske, 90%, in v bistvu namen naših srečanj je, da se srečujemo enkrat tedensko, uro pa pol, kjer se v skupini pogovarjamo. Ta prvo je pogovor, ker vemo, da je veliko ljudi starejših doma, samih osamljenih, in potem se družimo, pa hodimo skupaj na kakšne razstave. Tako jih hočemo te starejše motivirati, da so čim dlje vklopljeni v svoje lokalne okolje. Zato tudi te naše skupine delujejo v različnem okolju. Imamo skupine v Zagorju, potem v Šentlamberdu, Tirni, v Kisovci, Mlinše, Izlake, in te skupine delujejo samostojno. Kot društvo se pa družimo, delujemo pa kot šolsko leto. Nekako imamo polet počitnice, se ne družimo, v jesen začnemo, štartamo šolo, potem nimamo krompirjevih počitnic, imamo pa nekak en jesenski piknik ali izlet, odvisno od letnega plana. Potem se dobimo pred novim letom vse skupine skupaj, imamo nekak prednovoletno srečanje, že nekak začetek novembra, in letos mi pravimo, da vedno prehitimo vse 3 dobre možje in smo mi tisti, in letos smo eno lepo gesto naredili, ponavadi smo imeli darila za 5 evrov, letos pa tega nismo naredili, ampak smo vsi člani zbrali po 5 evrov in smo dali v dobrodelne namene, ki je bil ravno tudi na Mlinših koncert dobrodelen za enega člana, ko potrebuje pomoč. Ponekako čez novo leto vsaka skupina za sebe ima ene zaključke, eno novoletne, potem pa spomlad imamo spet občni zbor, delujemo kot vsa društva, občni zbor, in gremo na obvezen, zdaj smo že kar par let, da gremo junija, ponavadi za en dan na morje, pa ostavimo se še po Ajdovščini na Češnje, tam konec maja, junija, odvisno malo od vremena, in nekako tudi pri tem imamo pa tudi zaključek šolskega leta, ker marsikaj reče, medgeneracijsko, večinoma starejši ne. Nam te zaključne programe, ko imamo, običajno naredimo na Mlinših, kjer nam otroci iz šole pripravijo čudovit program, in to tudi da starejšim energijo. Ko vidijo tiste otroke na odri, kako so prisrčni, pa še pa ponavadi, ki skupaj zapojemo, pa je tudi lušno. Namen tega je, da bi v bistvu, ne da bi doma sedeli, se vemo, če doma brez dela si brezvoljen, vas bolan, nesrečen. No, tako posebej, če greš zelo zgodaj v pokoj, imaš potem še skoraj da pol življenja ali pa malo manj, ki ga moraš nekako preživeti, in če ga preživiš doma, to ni ravno tudi za možgane, za socialno življenje starejših koristno. Ja, in vidijo, in tudi res so vsi, rečemo, pred leti smo naredili raziskavo, koga tem našim članom pomeni to druženje, in so vsi rekli, da odkar se družijo v teh skupinah, da se počutijo bolj zdrave, da imajo več prijateljev, in tudi, to je veliko pomen, in vse v bistvu je, tako kot smo rekli, če si sam, se nima s kom pogovarjati, in ljudje smo pač socialna bitja, ko rabimo pogovor, je naša osnovno. Jaz pravim pogovor in še enkrat pogovor. Če pa pri tem še kaj drugega naredimo, je pa tudi fajn. Pa še toliko bolje. No, kaj pa je za vas, kaj je za prostovoljca tista nagrada, ki ga žene naprej? Ja, to je v bistvu, vse ta nagrada je kot eno nagrada, eno priznanje, da vidijo ljudje tvoje delo in nekako, da cenijo to delo. Zakaj za naprej je pa sigurno, vsaka nagrada je nekako pohvala, hkrati pa obveza za tvoje delo še naprej. In seveda najbrž tisti nasmeh, ki ti ga dajo, ko nekomu pomagaš, komu izboljšaš kvaliteto življenja, ko ga morda kdaj malce porineš v kakšno smer, čeprav mu ni ravno lagodno, pa potem vidi, da je to tisto, kar je dejansko. To je v bistvu ena motivacija, tako ki si rekla, ta nasmeh, v bistvu nič ne rabiš drugega, ampak da ti eden, ko vidiš to iskrico v očeh, in mi dosti uporabljamo, mi kot prostovoljci smo se usposabljali prek Inštituta Antona Trstenjaka, vsak misli prostovoljca, ampak za vsako prostovoljno delo, če ćeš biti dober prostovoljc, se moraš tudi izobraziti. In mi smo vsi te voditelji skupin, smo izobraženi prostovoljci za vodenje skupin, da znamo tudi malo delati. In v bistvu eno naše vodilo je še od Antona Trstenjaka, da za človeka gre, pa skup držimo. To sta ene dva moto, ko nas pri našem delu gor držita.
No in definitivno tudi ta nagrada je neko priznanje za delo, ki ga delate, da veste, da najbrž je tudi to nekaj, da imate potrdilo, da to, kar delate, da je dobro. Ja, res je tako. Ne. To vidiš, ne, pa vidiš, da že tisti, ko so te predlagali, vidijo, da ti nekaj delaš in tudi pol, ko so glasovali, da ljudje poznajo naše delo. Ne. Ker jaz vem, se pa nas je veliko društvo, ne, pa ena so bolj poznana, ena manj. No. No, kaj pa recimo, če nekdo se želi udeležiti prostovoljstva, kam se ljudje lahko obrnejo? Pa nas je tako rekla, jaz dokler nisem delala na področju starejših, smisla, da se res nič ne dogaja v Zagorju, ampak vidim, da se ogromno dogaja. Zdaj, kjerkoli hoče biti kam vključen, se lahko vključi. Vemo, da imamo društvo upokojencev, društvo invalidov, potem imamo medgeneracijsko središče, zdaj je še večgeneracijski center, naše društvo je pa še ena gora drugih društv, ki so prav posebej namenjena, ali je društvo za osteoporozo ali karkoli. In lahko se obrnejo v bistvu tisto, kar ti je bližje. Zdaj ne vem. Imamo tudi, rečemo, v Kisovci imamo tudi eno skupino ročnih del. Kdor dela, lahko ročna dela. Kdor hoče telovati, imamo eno goro teh društv. Čeprav tudi mi probamo skrbeti, pa da telovadimo vmes, pa druge stvari. Veliko je, no, teh stvari. Mi ogromno zdaj, odkar je ta večgeneracijski center, tudi s tem večgeneracijskim centrom sodelujejo. Dol imamo tudi eno novo skupino, ki je 2 let nazaj začela dol delati, ne, ker mi pač smo prostovoljci, nekaj denarja nimamo, da bi prostore najeli in se probamo dogovoriti, da nam nekje dajo prostore zastojne, nekako za tisto uro pa pol na teden. Zastojni in tako nam je tudi večgeneracijski center omogočil na Zasavski ljudski, da imamo eno skupino, potem pa jaz tudi vodim eno bralno skupino enkrat na mesec, tudi v večgeneracijskem centru. No. Tako da veliko je vsega in ogromno je pa stvari, ki se tudi prepleta. Pač vzameš tisto stvar, greš, kar ti je bližje, ne? Kar ti je pri srcu, kar želiš delati, početi. No. Potem ste prostovoljka dejansko skoraj da 24 ur na dan. Ja, nekako sem nekaj, da zadnjih 10 let, ne, če tako gledam, odkar sem vpeta, to sem videla in to zdaj nekak način življenja. Ne. Da včasih tudi kak dan dopusta, kdaj jo vzamem, kako uro, kdaj prilagodim. To je način življenja. Pač se odločiš, da si prostovoljc, je to pa tvoj način življenja. No. Ampak definitivno je ena stvar, ki ti tudi daje energijo, ne samo jemlje posebej ljudje, ki jim pomagaš. Definitivno, če mi ne bi devali energije, ne bi tega počela, ne. Sigurno, ne. No pa za konec še tudi vam prepustim besedo za kakšno voščilo našim gledalcem, morda poziv tudi ljudi, tako da kar. Ja, no, tudi vsem poslušalcem ETV Zagorje in v bistvu vsem prostovoljcem želim lepe božične praznike, veliko dobrega tudi in v letu 2019 želim, da bilo obilo zdravja, zadovoljstva, sreče, skratka vse dobro tudi v prihodnjem letu. Najlepša hvala za ta pogovor. Hvala tudi vam. Mi pa si privoščimo kratek glasben odmor. Vsega si ga želim za božič, je kot ti si z menoj tu, ne pomagajo darila, nešer prazničnih dobrot, vse, kar si želim, je to, kam
No, preden pa dokončno preverimo, kaj se dogaja v naši kuhinji in kako izgleda končna jed, pa bomo preverili, kaj se športnega dogaja po Zasavju. Tako da bom kar prosila Davida, da nam predstavi in David, beseda je tvoja. Prazniki se bližajo, športniki pa kljub temu ne počivajo. Poglejmo, kaj se je zgodilo pretekli teden. Najprej košarki. Igralci Hrastnika so v 10. kolu druge lige gostili ekipo LTH Castings iz Škofje Loke in po dobri igri prekinili niz 3 zaporednih porazov. Za zmago s 83-80 velja pohvaliti prav vse igralce. Prvo ime tekme pa je bil Gašper Ovnik, zbral je 30 točk, 7 skokov in 4 asistence. Več o tekmi pa v naslednjem prispevku. V bistvu tiste je bila nekakšna pika na i, jaz pravim temu, zaradi tega, ker tekma se dobi in se lovi čez celo tekmo. Ekipa je, bom rekel, funkcionirala po parih minutih prve četrtine, kjer smo začeli nekako loviti priključek do konca četrtine, potem lovili tistih 5-6 točk do polčasa, kjer smo jih dejansko lovili. Potem smo vedeli, da je treba pač nekako se zbrati. Po odmoru, po polčasu je ponovadi vedno malo težje, kdo ima več energije, kdo štarta polčas malo boljš, se lahko hitro odlepi, ampak smo držali nekako priključek z njimi, držali koncentracijo in na koncu, tako kot sem rekel, tisti prosti samo pika na i. Po zaostanku 8 točk v prvi četrtini ste potem vse 3 naslednje dobili in tako kot si rekel, lovili in na koncu ujeli pa prehiteli. Ja, se pravim, treba je držati koncentracijo v 40 minut. Vemo, da lahko 10, 12, 15 točk vedno skupni, predvsem zaradi tega, ker je pač res vsaka ekipa v tej ligi je kvalitetna, nekaj šuterskih ekip, ekstremno nam se je nekako odprl met in priključek je bil tukaj, tako da na koncu pa zmaga za 3 točke. Sezona je bila dolga, utrujenost je prisotna. Ja, ampak ni, to je pač, bom rekel, samo mogoče motiv zraven, da dokazuješ, da lahko tudi preko tega, bom rekel, preko utrujenosti, preko mogoče moralne tudi izčrpanosti prideš, vsakič znova poiščeš kakšne nove motive in danes je bila pač zmaga pred to fenomenalno publiko na tem predbožičnem turnirju, ki je bil danes v Hrastniku. Igralci so dejansko danes pokazali pravo srce. Ekipa Škofje Loke je izredno neugodna, saj ima v prvi petorki v bistvu 3 dvometraše, od tega sta 2, bom rekel po domače, res fizikalca. Znajo zadeti tudi za 3 točke in konec koncev danes se je po dolgem času odločila naša obramba. Sezona je končana, tale zmaga vam je bila pač prepotrebna, zdaj ste skoraj nekako obrnili na 5-5. Do konca vas še čaka gostovanje v Ljubljani pri Parklih. Boste tudi Parkle zlomili? Mi igramo na zmago, mi igramo vsako tekmo na zmago. Upam, da z neko to dobro, pozitivno energijo in konec koncev tudi z neko dobro igro v obrambi so tudi Parkli premagljivi. Gre za mlado, izredno atletsko ekipo, poletno ekipo, hitro, ampak jaz mislim, da si jih da dobiti. V tretji košarkarski ligi so igrali 8. kolo. V vzhodni skupini so Zagorjani po daljšem obdobju občutili slast zmage, na svojem parketu so, kljub izključitvi trenerja Sebastjana Ponjevića, zanesljivo ugnali Nazarje. Prvi strelec je bil Martin Kosin z 28 točkami, 22 jih je dodal Žan Kos, 18 pa Blaž Božjak. V centralni skupini gre še naprej dobro Litiji. Tokrat je doma premagala ekipo Krvavec Meteor, 21 točk je prispeval Dejan Mlakar, 1 manj pa Dragan Pušič. Košarkarji Litije pa so izpadli iz pokala Špar. V 5. krogu je bila boljša drugoligaška ekipa Plama Pur, ki se je prebila v četrtfinale. Po porazu za 4 točke v domači dvorani so Litjani na gostovanju v Ilirski Bistrici izgubili s 85-61 in končali letos uspešno nastopanje v pokalnem tekmovanju. Ženska slovenska košarkarska reprezentanca je žrebom dobila tekmice za Evropsko prvenstvo 2019, ki se bo igralo v Srbiji in Latviji. Selekcija pod vodstvom trboveljskega strokovnjaka Damirja Grgića, v kateri imata pomembno vlogo njegovi someščanki Nika Barič in Ines Kerin, se bo naslednje poletje v skupinskem delu merila s Turčijo, Italijo in Madžarsko. Slovenija bo predtekmovanje igrala v Nišu. Gremo k rokometu. V elitni moški ligi NLB so igrali 14. kolo. Doltikej Hrastnik je v Dolanki gostil Jeruzalem Ormož in po napeti tekmi ostal praznih rok, za minimalno zmago gostov je v izvikljajih tekme zadel Tilen Kosi. Pri Kemičarjih se je strelsko odlikoval Amal Ajdari z 8 zadetki. Klonil je tudi Sviš, Urban Escape Loka je bila pričakovano boljša 27-23.
Za poražence, ki so ostali na zadnjem mestu, je Matic Košir zadel 8-krat. V prvi B moški rokometni ligi so igrali 12. kolo. Rokometaši Trbovljskega Rudarja so gostili ekipo Ptujske Drave in, čeprav močno oslabljeni, prišli do svoje 4. zaporedne zmage. Za končnih 30-28 si pohvale zaslužijo prav vsi igralci in tudi novi trener Črnogorec Marko Dobrković, ki je ekipo prevzel sredi tedna in tako zapolnil vrzel po nepričakovanem odhodu Jake Kešeta. Sicer pa več o tekmi, ki je navdušila tokrat žal maloštevilne gledalce, strelcem 7 zadetkov Rokom Kozoletom. Rad bi se zahvalil našim navijačem, prav tako bi dal veliko podporo našemu novemu trenerju. V 2 oziroma 3 dneh, ki smo ga imeli, smo se ujeli z njim zelo, nastala neka nova vez med nami. Sicer pripravili smo se na Dravo, ki je na lestvici mislim, da sicer boljša od nas, no zdaj mogoče največ, ampak smo se včeraj pripravili, določene akcije, pa določene igralce spoznali in to smo prinesli na igrišče in to se je poznali. Sam sem lahko ekipi pomagal samo v prvem polčasu v napadu, žal zaradi poškodbe nisem igral v drugem, ampak sem dal pa svoj doprinos v 7 metrovkah in pa podpori. Kaj pa rdeči karton Urha Novaka že v 15 minuti prvega polčasa? Glede rdečega kartona pa mislim, da se vsi, tudi rokometni strokovnjaki strinjajo, da bi mogli biti 2 minute. Odločitev rdeči karton je zelo stroga, sploh na takem nivoju. Jaz osebno mislim, da je bila to napaka, ampak hvala Bogu se na igri ni poznalo. Sicer Urh je pomemben del ekipe, ampak... Celo nasprotno, to vam je dalo najbrž dodatne motivacije. Tako, mi smo se v garderobi zmenili, ta tekma je, oziroma ta zmaga je posvečena Urhu, prav zato, ker ni mogel pomagati. In evo, 2 gola smo zmagali, to je to. Herč Martno je v okviru 12. kola klonilo doma proti vodilnemu Slovenj Gradcu z 29-34 kljub 6 golom Jake Avseca. Radeče Pirnova pa so v okrnjeni zasedbi izgubile proti še enemu resnemu kandidatu za napredovanje, Grosist Slovanov. Rezultat je bil 31-23. Rudar se je po novem paru točk povzpel že na 6. mesto, Šmartno je 7., Radeče pa 9. v 14-članski ligi. Na vrsti je futsal. Pretekli konec tedna so igrali prve tekme četrtfinala pokala Terme Olimia. FC Litija je visoko slavila z 9-2 proti KMN Slemen ter si praktično že zagotovila napredovanje na turnir najboljše četverice. Kar 5 golov je zabil Gašper Vrhovec, 3 pa Anže Širok. Povratno srečanje bo v Mariboru na sporedu 18. januarja. Trbovljski karateist Stefan Joksimović se je kot član slovenske reprezentance udeležil mednarodnega turnirja Trophy of Macedonia 2018 in tekmovanje končal na 2. mestu. Na turnirju, kjer so nastopile le povabljene članske reprezentance, je Joksimović svoj klub in državo odlično zastopal v kategoriji nad 84 kg. To je vse za ta teden. Hvala za pozornost. V Mirici športa se vidimo spet po praznikih. Lepo jih preživite in lep pozdrav. Hvala, David, za tele izčrpne športne novice. Jaz pa sem že nazaj v naši kuhinji in bom počasi preverila, kaj smo mi danes skuhali. Ja, zdaj ribca je spečena. Jaz vedno tako, vsi vemo, da ribe se lahko tudi, če so sveže, surove jejo. Velikokrat se skuha samo z limono, zato jaz vedno gledam, da ribo čim manj spečem. Lahko je rožnata, tudi sploh ni problem. Ker če ne je suha, no. Tisto pa meni ne mara, ker riba nima veliko maščob. Tako da... Da ostane taka sočna. Tako. Tako da tale je... No pa da še enkrat morda na hitro poveva, kaj sva delali, katero zelenjavico sva dali notri, kako sva prišli do tele nadvse okusne in barvno zelo privlačne jedi. Dale smo v bistvu čist nekako osnovo samo vzela, ker mislim, da vsak je. Korenček, veliko čebulce, česnčka na koncu, tako da zadiši. Dala sem še nekaj pora, pa muškatno bučko, ki je v bistvu zrasla na mojemu vrtu. Vedno rada ene domače stvari zraven vključim. Skuhala sem pa krompir, ta je pa iz Dalmacije prišel. Imam pa tam dol mreka še eno babico v Zadru in ona mi vedno napoka ful krompira za domov, tako da ga imam čist do poletja, dokler spet do dne ne pridem. Tako da dalmatinski krompirček, dala sem pa mačken olivnega olja, česnček pa peteršilček za zraven. Se pravi, zelenjavico sva popražili na ponvici. Tako, z mačken oljčka, potem pa sestavila na
Tole bom jaz. Ribica nam Moram nagaja. biti tik, da že režem. Ja, zato ker jo hočem v telem pekaču speči, mislim, razrezati in tako da. Evo, Kako kar pa vas lahko veseli. še kaj drugače, recimo pripravimo postrvi, kakšne načine? Postrvi na milijon načinov. Jaz pravim vsako ribo res, mislim, samo domišljijo je treba imeti. Ne smemo se nekako omejevati s tem, zato ker pač samo eno pot poznamo ali pa samo en način priprave. To je škoda, ne? Ker ribe nam res, bom rekla, so take, ki nimajo veliko arom ali pa take, ki jih imajo res močne arome in pač glede na to potem prilagodimo, kaj bomo zraven dali. Ne? Tako da pri nas so dejansko doma, ker jaz ne jem mesa, so vsak dan ribice. In eno čas, kjer vpraša, kako veliko čisto sam ribe jete. Na toliko različnih načinov, a ne, da je čisto vsak dan nekaj drugega. No, se bo šila, ko boš Instagram pogledala. No, pa tudi toliko vrst rib je, da... Ja, res je, ogromno vrst rib, ker se jih tudi pri nas dobi v našem podjetju. Zdaj, če so kakšne posebne želje, nas lahko tudi pokličejo. Pripravimo se, dogovorimo, kdaj bo to pač dobavljivo pri nas, tako da ni problem, poskrbimo za vse želje skrite. Pa lahko v vašem podjetju, recimo tudi jaz, ki nimam gostilne, nisem grosist, lahko tudi jaz pridem kaj kupiti ali nimate recimo te malo prodaje, tako rečeno? V bistvu tako bom rekla, vsak, ki bi želel, dobro, jaz mu tudi pomagamo, da pride do naše hrane, do naših izdelkov. Potem lahko se pravi, to je super, ker ponavadi je, ko imamo neke take recimo grosiste, ki dobavljajo gostilnam, ponavadi ni možno za recimo nas. Pri nas je večinoma tako, da nas poznajo tudi te kuharje, ki delajo v gostilnah, restauracijah, tako da se kar velikokrat zagarantirajo, da že kar dobijo dostavljeno v službo. Aha. Da ja, se znajdejo. Super. Jaz sem zdaj pripravila v bistvu tako krožnik, čisto tak preprost, da se malo ne razumeti. Zelenavca, krompirček, malo sem dala rukole, kar jo obožujem, postrvco, zdaj pa pripravila sem jaz zraven, ker ni v tradicionalnem receptu tržaška omaka, ampak mi smo še vedno tisne, železna srajca, da na vsake rib mora biti mačken tržaška omake, tako da jaz se bom v bistvu, bom rekla, glede na to, da je postrvca zelo nežna riba, bom jaz samo malo s tem oljčkam prelila. Pa, ko te probe, si boste pa še dodali, kar vam dala najprej za probe. Ja, bova dali kar naši gosti, da proba, da oceni jed, da vidimo, kaj se je skuhalo, pa morda še poveva, kaj je tale sadež tukaj, morda ga marsikdo ne pozna. Ja, tole pa volčje jabolko, oziroma fizalis, da se kar ponovati latinske zapomnem. To je pa ena taka dekoracija, pa tudi sadež je zelo tako okusno. Moji otroci ga imajo rad, namest čipsa in tole kupim košarce in pa to lušijo in jejo. Ja, počasih je tudi kakšna grmu tam, kje srečamo, ko gremo na sprehod. Ja, ne čisto vsakega grma, da ne bo kje stropega kdo pojedu, ker je moja babica imela podobne rože, ni bil ta sadež. Ti sem jaz sam za peskovnik zaigrati, že takrat sem... No, jaz vidim, da naši gosti je kar všeč, pa bomo mi prosili za en komentar. Ja, riba je zelo dobra, je glih prav pečena, ker jaz tudi nimam rada suhih jedi in suhih rib. In rukolo tudi jaz obožujem, tudi če se le dam na solato. No, zelenavo pa še probala, ampak ponovadi jaz sem tak človek, ko probam vse. Mi ni problem, ni ene jedi, da ne bi jedla, pa tudi rada probam vse. No, potem pa vas bova midve še pustili pri pokušanju jedi. Kaj sem še želela reči oziroma vprašati? Se pravi, boš sedaj, ko je božični čas, boš kaj objavljala teh svojih jedi, ki jih boš pripravljala za božič? Ja, ponovadi z možem v kar en tak studio narediva doma. Potem on slika, kdo je fotograf? Ja, mož. Jaz moram kuhati, pa se pa malo zamenjava, ko vam posodo pomiva. Mislim, da so že zelo uporabni za posodo pomivati. Bom delala veliko, mogoče novih eni, ki me že nekaj časa spremljajo, vidijo tudi to pač mojo razkoščičevanje piščanca, to tehniko, tako da bom se spet tega podstopila, pa bom nekako naredila iz tega razkoščičenega piščanca, ki je v celem kosu potem rulado, da bo nekaj novega za
poskušnjo za otroke. Zdaj bom pa tako rekla, čist eno tako skrivnost bom noter dala, ker ne vem, če jo je žal, kjer se bom malo poigrala, polnila ga bom z ribo. Aha. Ja. Tako da je glede na to, da jaz ne jem mesa, da vsi bojo uvitek pojedli, jem pa sredico. Aha, Ja. tako, vse sredice k meni. Ja. Tako, kar par tortic, ne? Ja. Sredica Kaj pa kakšni najboljša. piškotki, tudi kaj piškotkov Glih spečeš? naša Nina, hči ima rojsten dan 26. Na praznik, tako da bom pripravljala torto. Vem pa, da so tako navdušeni, imamo še enega sladkorčka doma, sladkornega bolnika, tako da bom delala torto eno tako zdravo, ampak čokolado s čokolado. Rečemo čokoladen biskit, čokoladen mus noter, tako rahlo. Pa zadnjica sem malo z možem igrala z okusi. Z okusi. Se dobro slišala? Tako da sem čokolado noter umešala, bom rekla, tako bolj grobo naseklane slane arašide. In se je obnesel fenomenalno, tako da bo najbrž ta mus s temi slanimi arašidi, pa kakšen malinov žele, ker ga obožujejo, tako da pa malo mete za aromo, za to svežino. Bo to kakšen recept spodaj? Se bom potrudila. Ker pri mene velikokrat vprašajo recept. Joj, ne vem. Pes tega, 2 žlici tega, pa nauč malo zmerš pa. Ja. Tako da omaro zraven še vsega drugega, jaz zelo težko recept napišem. Sedaj pa, se veš, tehtanje, zapisovanje. Bom šla kar na žličke. Ja, 2, ja. Ta bo najboljša. No, super, ker definitivno bom pogledala, jaz obožujem čokolado in vse čokoladne torte in karkoli s čokolado. Vem, da bom terno zadela, čokolada s čokolado. Jaz se bom pa ribe držala, jaz sem tam bolj. No, definitivno. Evo, pa bo sedaj še goste vprašali, kakšna je bila pa zelenjavica. Ja, tudi zelenjava je zelo dobra. Se vidi, ni tiska že prej prepražena, da bi bila preveč pečena, pa kuhana, res je glih kar stopisa v ustih, res je dobra. No, jaz vidim, da vi uživate, tako da vas bom kar pustila. Seveda bom pa potem prišla tudi probat, ko zaključimo, tako da prišparajte še kaj zame. Bomo. Tako, dragi gledalci, spoštovane gledalke, upam, da ste uživali v današnji oddaji in spoznali, da je zgodovina pomemben del našega naroda in ni nič narobe, če se jo spominjamo. Prav tako pa je prostovoljstvo še kako potrebno in ni samo nekaj, kar vam jemlje energijo, ampak vam jo ljudje tudi dajo nazaj z iskrivimi očmi, nasmeškom na obrazu in marsikdaj pozabljeno besedo hvala. Leto se zaključuje v svoji najlepši luči skozi praznike in druženja z našimi najbližjimi. In tudi naše druženje se za to leto zaključuje, zato naj vam v imenu celotne ekipe Merice Dobrega voščim lepe božične praznike in srečno, veselo, zabavno, veselja polno novo leto. Vidimo se zopet prihodnje leto, do takrat pa uživajte in imejte se radi.